Vse to ni treba, lahko povedeš. Dobro večer, lepo pozdravljeni na četrtem predavanju 6. cikla Hamletovih izletov v matematično vesolje. Hvala vsem, ki ste nocoj prišli. Danes je z nami dr. Marko Boben. Mogoče najprej par besed o njem, potem pa bomo šli seveda na predavanje. Marko Boben je diplomiral iz uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral. Raziskovalno se sicer ukvarja s področjem kombinatoričnim in geometričnih konfiguracij. Sodeloval pa je po doktoratu na različnih aplikativnih projektih, raziskovalnih projektih, tako na Univerzi v Ljubljani, na FRIU, na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer je tudi zdaj zaposlen, kot tudi pri nas na Univerzi na Primorskem, še posebej na inštitutu Andrej Marušič, s katerim fakulteta zelo tesno sodeluje, in tudi na inštitutu IMFM v Ljubljani. Velik del teh raziskav pa je potekal prav na področju, v katerem bo danes predaval, to je računalniški vid. Marko, hvala lepa, da si se odzval našemu vabilu in prosim za predavanje o računalniškem vidu, da spoznamo še to aplikativno plat matematike. Okay, hvala za povabilo. Zdaj tole, kako sem se začel ukvarjati z računalniškim vidom, je pač na univerzi, na Fakulteti za računalništvo in informatiko, so pač na nekem laboratoriju, VIKOS, laboratorij za vizualne kognitivne sisteme, potrebovali nekoga, ki bi programiral neke algoritme za računalniški vid, in s tem bi se razbremenil pedagoškega dela, kar mi je bilo zelo všeč. Tako da sem pač začel delati na tistem področju. Tako da sem se s tem malo spoznal. Sicer je tega projekta, tega denarja že zmanjkalo pred nekaj leti, ampak še to je pač ostanek mojega ukvarjanja s tistem času. Tako da zdaj, kaj je računalniški vid? Področje računalništva, lahko rekli, ki poskuša razviti algoritme, ki močejo, da računalnik vidi. Zdaj, kaj je to? Kaj pomeni videti? To po eni strani pomeni, to je zelo veliko stvari se lahko skriva tukaj. Ena stvar je pač, da ugotovi, kateri predmeti so na sliki, kje je monitor, kje je miza, kje je stol in tako naprej. Potem razumeti, kje na sliki so predmeti, to se pravi, kje je posla, kje je omara, kje je stol, kakšno zaporedje so, eden pred drugim, kako se prekrivajo, točno v prostoru so. Pa potem lahko tudi neke 3D lastnosti, lahko recimo ugotavljajo, kot so stvari. Potem tudi recimo ugotoviti akcije, ki se dogajajo med objekti na sliki, se pravi, polarni medved je ribo, tukaj gorile, ki se tepejo in tako naprej. To sem pozabil povedati, te prosojnice skoraj niso moje delo, ampak so od kolegice, ki predava na University of Toronto, nek dodiplomski predmet, zato so bolj zabavne narave, tako da nisem tega jaz niti sestavil skoraj da. Predaval slovenščini? Ne predaval slovenščini. Tukaj spodaj sem napisal, predmet CSC 420 Introduction to Image Understanding na University of Toronto v Kanadi. Tako da, to se moramo njej zahvaliti, da so te prosojnice zelo barvite. Skratka, vsemi temi stvarmi se računalniški vid ukvarja. To se pravi, zdaj najbolj se bom nekako osredotočil na prvo stvar, oziroma ugotavljanje, oziroma smo se po tistih raziskavah ugotavljali, kje na sliki so nekatere stvari. Zdaj, tukaj še nekaj zabavnih videov, recimo, se pravi, lahko če bodo roboti kdaj zlagali perilo, morajo videti, kje perilo je. Tako
Tako da bo zlagal, ne, lepo ga zloži. No, evo, se pravi, robot mora znati brisačo najti na sliki, ne, oziroma na mizi. In potem pogleda, če to res je brisača in jo potem še lepo zložiti. Se pravi, recimo aplikacija računalniškega vida, ne. Mogoče malo preskočil, ne, tako da imam še veliko videov, tako da nam ne bo časa zmanjkalo. Potem lahko tudi nogavice zlagamo, ne. Pa to so kar, mislim, videe so pač v resnih laboratorijih, pač v nekih ameriških univerzah naredili, ne, tako da vidimo, da robot prepozna nogavico in nogavico obrne, ne. Prepozna, da je narobe obrnjena, potem pa tudi ne obrnjena prava stran. Tako da računalnik oziroma robot mora videti, kje nogavica je. Ok? Evo jo, bo, ne. Spravi, pogleda, kje je nogavica in je obrne, ne. Oziroma je še zloži. Tako, ok? Dobro, ne, to je zdaj tole, ne. Potem, kaj bi bilo še uporaba računalniškega vida? Recimo pri avtonomni vožnji, ne, če se pravi, če želimo, da bi avtomobili nas vozili, ne, mora avtomobil znati presoditi, kje na sliki so recimo pešci, kje so ostali avtomobili, če so na cesti ovire in podobne reči, ne. Tako da vse to pač mora iz vizualne informacije, ki ima na avto kamero, ugotoviti, ne. Tukaj vidimo, da ugotovi recimo, kje so in kje so vozila, katere tip vozil so in tako naprej. Skratka, pri vseh teh stvareh, ne, je računalniški vid pomemben, ne, se pravi, detektira pešce, detektira prometne znake, detektira vozila prej in tako naprej. Tako da potem recimo računalniški vid pač tudi recimo, da ste šli nekam, ne, in ste posneli to sliko, ne, in kaj se je zgodilo, to je meni grd žerjav, ne. Tega ne bi radili. Radi ta žerjav zbrisali, ne. Spravi, tega žerjava ne bi bilo, ne, in toč to je, ta stvar bi se zbrisala, ne. Zdaj, to je pač dejansko dobljeno tako, da to je neka znana, nek znan kraj, ne, na katerega je posnetih zelo veliko fotografij in zdaj z nekimi algoritmi znajo pač določene objekte, ki pobrisati ven, ne, in jih nadomestiti s tistim delom slike, ki je čist, oziroma takrat, ko tistega objekta še ni bilo, ne. Če imate, ne vem, 1000 slik tele reke, ne, pa če po večini žerjava pač ni bilo, ne, pač lahko tisto mesto, kjer je bil žerjav, lahko nadomestite, ne. Tukaj spodaj lahko pogledate, kje so te reference, ne. Ta SIGGRAPH je neka znana konferenca kjer se predstavljajo algoritmi za takšne reči, ne. Pač recimo, tudi en primer, ne, recimo, nadomestite oblačno vreme z lepšim vremenom, ne. V bistvu obratno bi bilo mogoče lepše. Tako da, to je pač tudi, mislim, vse. Potem seveda lahko manipulirate slike, ne,
realnem času ne obstaja veliko nekih algoritmov oziroma softvera, s katerimi lahko v slike pač postavljate objekte, jih nadomeščate, v sliki pač lahko neke animacije počnete, Počem vizualizacije in analize v športu, ko imate recimo tole plavanje, znate pač nekako tele napisala, znate lahko lepo na tele proge umestiti in jih lepo dati, tako da so nekako poravnane z bazenom, z vodo, Pač tudi na podlagi računalniškega videa se lahko tudi detektira in umesti lepo v sliko iz kamere. Pa seveda tudi posebni učinki v filmih, ki so. Sicer tukaj jih ni, Ops. Tega pa ni videti tukaj. To pač vsi poznate, vsi ste že kakšen film gledali, ki jih imate pač posebnih učinkov veliko. Pač, kar lahko iz filma zbrišete določene stvari oziroma nadomestite, umestite v prostor in narišete pač ljudi noter, računalniško razmnožite ljudi, tako da ne rabite veliko statistov in tako naprej. Skratka, vse so to recimo področja računalniškega videa, kar lahko. Oziroma, če lepo noter postavite vojake, na to pokrajino in imate veliko vojsko. Tako da veliko uporab tega računalniškega videa je zelo veliko, Potem ena stvar je pač tudi rekonstrukcija, recimo 3D objektov iz slik. Če to bo delalo tukaj. Gremo malo naprej. To dela. Recimo Praga, tako da. Veliko slik, če imate, lahko potem tudi rekonstruirate tridimenzionalno, nekako. Tole, celo, recimo, veliko slik tele gore, in potem lahko pokazati bo, če tukaj. To je recimo Dubrovnik, zelo veliko slikami, pač lahko dobite tudi nekako 3D rekonstrukcijo Dubrovnika. Tako da se da tudi te stvari delati. No, to se pa jaz naredil, tako pač z veliko slik. Pa še globinska slika je bila tukaj, se tudi stol da lahko rekonstruirati. Potem, zelo znana takšna uporaba računalniškega videa pri detektiranju obrazov. Vsak vaš telefon, s katerim lahko, ko snemate sliko, vam že avtomatsko obraza, če ste opazili, prepozna. Skratka, to je tudi ena zelo znana uporaba računalniškega videa, da vam pač obraze lahko zdetektira. Tako ne samo za obraze, zna vam tudi pač povedati raso, starost, a se smeje, a se ne smeje. Lepotni faktor, spol. Lahko pogledate na tvojo stran, pa svojo sliko uploadate, pa boste videli, kako ste lepi, pa koliko ste stari. V redu? Jaz nisem probal,
Potem tudi z obraze lahko manipulirate, ne, recimo, tukaj, tudi ne na neki konferenci predstavljena uporaba, ne, oziroma modifikacija obraza, ne, da je bolj atraktivna, manj atraktivna, manj, malo postara, pa malo pomladi, ne, original, ne vem, friendly ali pa not so friendly, pravi, ne tako prijazen in neprijazen. Potem razpoznavate lahko prstne odtise, ne, s pomočjo računalniškega vida, tudi neka uporaba v takšnih policijskih stvareh, ne. Pa tudi tale je zelo znana, ne, ta je Microsoft Kinect, če poznate, ne, za računalniške igre, kjer Microsoft razvil svoj produkt, ne, ki detektira človeka in njegove poze detektira, tako da lahko tenis igrate brez loparja, ne, z roko. Tako da to je tudi deluje ta Microsoft Kinect na podlagi računalniškega vida. No, zdaj začelo se je ta stvar že zelo dolg časa nazaj, ne, leta 66, 50 let nazaj. In sicer, ne vem, takrat so bili zelo tako optimistični, ne, in so mislili, da bodo nek probleme computer visiona, razpoznavanje objektov rešili za nek summer project, oziroma projekt med počitnicami, ne. No, zdaj to še 50 let pozneje ni, ne vem, kako zelo rešeno, ne, oziroma ljudje še vedno poskušajo, ne. Čez 50 let, no, kaj da tukaj pregledajo, ne, zdaj koliko, predpostavljam, tu so pač neki rezultati iz lani, letos, ne, ki pač kažejo, koliko uspešni ti algoritmi moderni so, ne. Se pravi, za biciklista, tukaj imamo različne metode, ne, na slikah, ki so lahke ali pa težke ali pa srednje, pač s kakšno verjetnostjo, oziroma koliko biciklistov, koliko biciklov, ne, oziroma kolesarjev tale algoritmi zadanejo, ne. Koliko avtomobilov prepoznajo, ne. Se pravi, tukaj na nekih lahkih slikah, ne, kjer so avtomobili zelo dobro vidni, ne, 81% tistih testnih slik, tistih testnih avtomobilov zaznajo. Če so težje slike, pač 51% samo, ne. Tako da tukaj so še vedno seveda priložnosti za izboljšave teh algoritmov, ne. Ti algoritmi se pač imajo pač različne tudi časovne zahtevnosti, ne. Tako da boljše, da so hitrejši, kakor počasnejši, ampak se izboljšujejo pač ponovno. To je zdaj kako se izvajajo, ne, testi, pač obstaja veliko baz podatkov, ne, na katerih se ti algoritmi primerjajo, ne. Poznan sta ta Pascal, kjer imate neko množico slik, ki so ponotirane, to se pravi, da veste, kje so objekti, in potem izvedete svoj algoritem in primerjate, koliko objektov je zgrešil, koliko jih je bilo napačnih, in dobite rezultat pač v procentih, ne, in se lahko primerjate z algoritmi, ki so na isti množici teh objektov, na množici slik bili izvedeni. Zdaj pač se izboljšujejo, če ste prejšnje videli tole, ne, se pač ti procenti, ne, gredo na tehle bazah podatkov gor. Zdaj to je tudi pas, ne, če so ti algoritmi preveč natunani, oziroma se preveč poskušajo izboljšati rezultate z te baze podatkov, ne. Pač ni nujno, da pač vse posod pol to boljš dela, kakor bi si želeli, ne. Zdaj seveda imate tudi napake se dogajajo, ne, zdaj. Če pokažete računalnik v nekem algoritmu, ne vem, to je sliko, ne,
bolj rekel, da je tole pešec, ki je tukaj. Celo ne vemo zakaj, ne, ampak pač se tudi tem algoritmom dogajajo pač neke napake. Tako da bomo potem videli, ne, da če kakšne primere. Zdaj, zakaj je tale računalniški vid težek, ne, zdaj mogoče, ne, to je takšen bolj razlog, ne, ker pač pol možganske skorje pri primatih je menda namenjene procesiranju vizualne informacije, ne, to se pravi, da mogoče zaradi tega sklepamo, da je to pač težek problem. Pač imate tudi veliko količino podatkov, ne, slike vsebujejo veliko pikslov, ne, milijone pikslov, podatke treba nekako obdelati. Zdaj te kategorije, ne, ki jih morate vi razpoznavati, če hočete razpoznati psa, se morate naučiti, da je tole pes, to je pes, to je pes, ne, tole pes, tole pes, tole pes, ne. Noben teh psov ni zelo podoben drugmu, no. Tako da to je pač nek problem, ne. Če hočete algoritem izdelati za razpoznavo psov, ne. Pač teh kategorij je tudi zelo veliko, ne. Nekje od 10 do 30 tisoč nekih različnih kategorij. Predvidevajo, da jih obstaja, ne, tako da ne vem, ribe, psi, zajci, ne vem kako, živali, kozarci, tako naprej. Zdaj, dobri smo ljudje, smo, pač lahko ta naš vizualni sistem, lahko pač to že poznate, verjetno takšne trike, ne. Kateri kvadrat je svetlejši, A ali B? Vsi bi rekli, da je A, ne, ampak menda sta enako svetla, ne. Pa katera rdeča črta je daljša, ne. Obe sta enaki, ne. In tako naprej. Tako da, no, zdaj gremo pač, zdaj bom šel pač, no, sem veliko porabil za uvod, ampak da vas malo motiviram, zdaj šel bom od začetka, ne. Zdaj, kako predstavimo sliko. Sliko predstavimo neko matriko, ne. Številk, bi lahko rekli, ne, zdaj te številke noter pomenijo intenziteto, ne. Običajno je to iz intervala 0 do 255, recimo, ne, element, to je to črno-bela slika, ne, elementu pač rečemo intenziteta, ne. 255 je bela barva, črna barva je pa recimo 0, ne. In pač vse vmes je pač sivina. Lahko je sivinska slika, ne, pravi, ko je belo je 255, tam ko je črno je pač manj, ne. Ali pa sestavljena je barvna, ne. Potem imamo pač 3 matrike za vsako barvno komponento, rdečo, zeleno in modro, po eno matriko. In vsaka kamera, ne, ki digitalna vam pač da ven matriko oziroma 3 matrike za vsako barvno komponento po eno matriko, koliko je pač slika velika, ne. Zdaj sliko pač matematično lahko razumete, da je pač to neka funkcija iz položaja, ne, v sliki v intenziteto, ne. To se pravi funkcija iz nekega kosa ravnine, ne, v realna števila, ne. Ni nujno, da je od 1 do 0 do 255, ponovadi od 0 do 1 neko realno število. Zdaj, v vsaki sliki lahko izvajate operacije, ne. Nekaj preštejete sliki, pa bo bolj svetla ratala, ne. Prezrcate sliko, ne, to se pravi, imate minus tukaj, pa ne vem kaj, pomnožite z nekim. Zdaj, pomembna stvar v tem računalniškem vidu so filtri, ne, kaj. Zdaj, filtre, pač motivacija za filtre, recimo, ne, je primerja, pač poiščemo tukaj tega možicla, ne, ki je tale možicel, pač nekje se tukaj nahaja, mislim, da je tukaj, ne. In zdaj v bistvu moramo nekako iskati tisti vzorec noter. In zdaj to je formalno rečemo, da je to filtriranje slike s tistim
vzorca. Ne. Pač pogledamo, kje je tisto vzorc v tej matriki se ustavlja. Zdaj, druga motivacija je odstranjevanje recimo šuma. Ta slika je nekako zrnata, ne, in z nekimi filtri potem lahko naredimo, da ta slika ni več šumna oziroma da jo zgladimo. Zdaj, če imamo, te filtri ponavadi delajo nekako lokarno, vzamejo nek majhen košček tiste matrike velike, ne, in z njim nekaj naredijo in zapišejo nekako na sredo recimo te matrike neko novo vrednost. Skratka, to je neka motivacija oziroma, bi lahko rekel, motivacija za filter. Pravi, iskanje vzorcev, nekako spreminjate slike ali pa pač tudi neke značilna področja iščete v sliki. No, zdaj, odstranjevanje šuma, recimo, kako odstranite nek šum tukaj, ja, da vsak tale element tukaj nadomestite s povprečje sosedjev, ne, in boste nekako odstranili tukaj šum. Če to naredite tukaj, ne, vzamete za vsako to točko vrednosti 2 nazaj, 2 naprej, pa povprečite spet, ne, boste dobili nekaj takšnega, ne. Boste pač odstranili nek šum. Zdaj v 2 dimenzijah pač lahko to tako naredite, ne, da na tem kosu vzamete in vzamete tole vrednost krat 1 plus tole vrednost krat 1, ne, tole vrednost krat 1, delite z 9, dobite nič, ne, in na sredo tega zapišete nič, ne. Zdaj, kakšna bo pač tukaj. Tukaj vrednost je pač nič krat plus 90 deljeno z 9 je 10, ne. Skratka, če gremo naprej, ne, lahko pač povprečje sosedov zračunamo, ne, in dobimo pač tole. Zdaj, tale slika se je pač nekako zgladila. Tukaj je imela ostre robove, ne, zdaj pač nima več ostrih robov. Nekako smo jo zgladili. Povprečje smo vzeli sosedov. Zdaj, formalno lahko matematično tako jo napišemo, ne. Vsak element, tukaj v našem primeru je bilo to K1, ne, smo vzeli povprečje elementov. Spravi, vsota pa povprečje, ker smo imeli 2K plus 1 element, ne. Spravi, filter velikosti K krat 2K plus 1. Zdaj v splošnem takšni uteženi vsoti intenzitet sosednjih pikselov rečemo korelacija, ne, da je pač tole korelacija. Zdaj, te funkciji rečemo, oziroma tisti matriki rečemo jedro ali maska, elementi tele so pač koeficienti tega filtra oziroma jedra. Označite pa pač to je takole. No, zdaj, kaj se zgodi tukaj, če naredite korelacijo s temle? Kaj naredite? Nič kaj dosti, ne, se ne spremeni. Zdaj, kaj pa, če naredite tole? Enka, to se pravi vse skupaj, samo premaknete na levo, ne. Ja, malo premaknete na levo, ne. Pa lahko tudi bolj komplicirane stvari delate, ne vem, takole. Če okolico pač neko povprečje, tega na sredi malo bolj otežite in odštejete, ne vem, povprečje ostalih okol, boste dobili malo, izostrite to sliko, ne. To je pač filter za ostrenje, ne. Zdaj, en filter, ki je zelo znan, ne, ki se uporablja za glajenje, je Gaussov filter, se pravi, nekako diskretizacija tega Gaussove funkcije. In zdaj tukaj ustreza recimo tale filter, diskretizacija 3x3 filter, se pravi, srednji piksel je bolj pomemben, zdaj ostali so pač pomembni, tako pač po tele Gaussovi krivulji vam in pomembnost nekako pada. Normalizirate ga na 16, ker je vsota pač
teh elementov 16. In to je to. Zdaj, to se pač uporablja za glajenje, ponavadi. Ne. Se pravi, tukaj je rezultat. Ne. Ta je funkcija, pa uporaba tega filtra. Zdaj, če so ti filtri večji, ne, bolj zagladite. Ne. In ta je slika pač tako nekako spreminja. Spodaj je MATLAB koda za to. V redu, skratka, to so pač neke operacije, čist matematične, matematična operacija na slikah, konvolucija, ne, se pravi, z nekim jedrom. Zdaj naslednja stvar, ne, ki je pomembna, ne, za katere se tudi filtri uporabljajo, je iskanje robov. Zakaj bi robove iskali? Robovi so dokaj pomembni, ne, za detekcijo v slikah. Zakaj? Recimo, če tega možica na koncu povedate, ne, zdaj so čisto enaka. Ne, spravi, tale je popolnoma enak temu, skoraj da, ne, samo barve so drugačne. Ne. Zdaj, če bi tole primerjali po barvah in bi rekli, da to ni, ne, ista oseba, ne. Če pa primerjate, ne vem, tukaj so pa robovi izpostavljeni, ne, kako vidite, pa da to je skoraj, da je to isti človek, ne. Tako. Mogoče to motivacija, ne, zakaj so robovi pač pomembni, ne. Vsi ti računalniški algoritmi za razpoznavanje temeljijo na v bistvu robovih, ne. Iščejo, sliko obdelajo. No, še ena stvar je, ne, če poiščete robove, imate bistveno manj informacije noter, ki jo morate obdelati, ne. Tukaj robovi vam te barvne oziroma stvari, število pikslov, ki jih morate obdelovati, bistveno pade, ne. Tako da imate tudi iz računskega stališča manj dela, če se posvetite robovom, ne. Zdaj, robovi nastanejo na sliki zaradi nezveznosti normalna ploskov, nezveznosti v globini, nezveznosti v barvi, nezveznosti v osvetlitvi, ne. Če pravi, če imate neke sence, ne, če se barva spremeni, če pač konc objekta, ne, če se pač ni več globine, ali pa če se zamenja, če imate kot, ne. Zdaj, kako iščete robove, ne? Odvajate, ne, oziroma pogledate, kako se spremeni tale naša funkcija slike, ne. Se pravi, če je odvod nič, ne, se funkcija nič ne, se slika nič ne spreminja, imate neko enakomerno površino, ne, ki vas pač ne zanima. Če se pa funkcija spremeni, to se pravi, ko je odvod ničelen, ne, tam pa bo nek rob oziroma neki bilo, ne. Zdaj, to je seveda lahko diskretizirate, ne. Namesto epsilona postavite 1, ne. Pa rečete pač, da je tole neka diferenca, ne. Tole je odvod. Zdaj, to je to. Zdaj, kako odvod v sliki, pač tole, kako tole ponazorite s kako to izračunate? Izračunate lahko s filtrom, ne. Tole stvar. Kako izračunate s filtrom? Ustrezen filter za to je -1, 1, ne. Se pravi, če bo tole uniformno, no, to vidite te slike, ne. Če tale filter uporabite, ne, na nekem, tale filter bo ustrezan nekako temu, ne, in bo pač takrat, ko bo bila slika enakomerna, bo pač tole vsota enaka nič, ne, in pač zračunal nič, ne, ko pač neka sprememba se zgodila v smeri x, ne, to se pravi v zaravni smeri, pa tale filter nekako detektiral tole spremembo, ne. Bo odštel do sosednje vrednosti. Ja? Ta filter ni oblike 2k+1 kot 2k+1? Ja, ni, no, ni problem, ne. Ni nujno, da je 2k+1, no. Tisti za Gaussa je lepši, ker je simetričen, ne, pa se ta ne uporablja, ne. In pač, recimo, ne vem, če to je sliko belo,
obdelate z onim filtrom, ne, dobite skok, ne, tam, ki je šel iz črnega na belo. Zdaj, če bi šel še tega detektirati, bi pač z obratnim, z 1 minus 1. Ne. Pač pogledali. Zdaj detektirate, kje je rob v Y smeri, ne, pač s tem je drugim filtrom, tem je B. Pač tole dobite, če to je slika povoste. Ne. Zdaj, če na krogu pač tole pogledate, ne, pač vidite, največji odziv je pač tam, kjer je tole res nekako vodoravno, ne. Tukaj so pač tile odzivi manjši. Ne. On filter vodoravno pač tukaj detektira nek horizontalen rob. Aha, pa uporabljajo se pač tile filtri, ne, ki so oblike dvakrat. Imajo svoje imena, ne. Privit, Sobol, ta je znan, ne. Pa tale. Mislim pa, tale je najbolj enostaven, pa mislim, da se najbolj uporablja za praktičnih stvarih. Tako da, recimo, da je tole. Ne? Zdaj, zakaj se ti filtri uporabljajo? Ne? Uporabljajo se pač za detektiranje nekih robov, ne? Oziroma tudi splošno za detektiranje nekih, recimo, kotov, krivolnosti in teh drugih stvari, ki jim lahko rečemo značilke oziroma features. No, zdaj pomembna stvar so v bistvu deskriptorji pri razpoznavanju stvari v računalniškem vidu. Zdaj, kaj so deskriptorji? Pač to je nek vektor nekih značilk, ki opisuje del slike. Ne vem, če je to res lepa definicija, ne? Ampak, skratka, deskriptor je neka matematična, nek vektor, ne, ki opisuje sliko, v bistvu opisuje kos slike, s katerim opišete človeka, ne, in ga potem iščete tisti vektor v sliki, recimo, približno tako. Bomo zdaj na primeru videli, da ne boste preveč zmedeni, bom še kar hitro naprej. Zdaj, ti deskriptorji so, tukaj imate zelo veliko možnosti, kako zdaj te featurje oziroma značilke iz slike kombinirate, ne, kaj uporabljate za detektiranje stvari v sliki. Zdaj, najbolj znan deskriptor je mogoče, ne vem, tale hawk, recimo, kako ta stvar dela. Tale se uporablja najbolj za detekcijo pešcev, recimo. Zdaj, kako stvar dela, tu je mogoče tako. Zdaj, pešca, ne, to se pravi, sliko pešca lahko razdelite v neko mrežo, ne, ker tam piše, da je 7x15, to se pravi 7 jih je tukaj, 1, 2, 3, 4, 7, ne, pa 15 takole. Pa potem še te celice nekako, v te celice neke vrednosti napišete, ne. Zdaj, kaj naredite v bistvu v vsakem pikslu te slike, v vsakem pikslu človeka, zračunate odvod, ne, oziroma gradient, bolj natančno, s pomočjo tistega filtra, ki smo ga prej spoznali, ne. In to se pravi, v vsakem pikslu, ne, lahko rečete, da imate neko orientacijo, ki je bolj ali manj dominantna, ne. Taki. In zdaj v vsaki tele celici, ne, preštejete, koliko te tele orientacije lahko razdelite na, ne vem, spet na neke kote, ne. In zdaj za vsako točko v tele celici preštejete, koliko pikslov ima gradient oziroma ki pade v tale kot med nič, ne vem, in 60 stopinj, ne. Takrat, za vsak piksel to naredite
In zdaj za vsak tale celico dobite pač nek histogram, ki ima recimo 9, tam dol piše, 9 orientacij štejete, ne. Se pravi, tukaj za vsak tale celico dobite v bistvu 9 številk, ne, ki vam povejo, vsaka številka vam pove, koliko pikslov je v tej celici z orientacijo, kjer je gradient med 0 in 60 stopinj. Skratka, dobite v bistvu nek histogram, nek vektor dobite, ne. Z tega vsega skupaj dobite nek vektor, ki tamle piše, da je, malo vas bom okoli prinesel, 15x7x9 ni sicer 3780, ampak je malo manj, se v resnici še nekaj drugega prešteje, ne. Ampak dobite pač nek vektor, ne, se ga predstavite kot histogram, ne. Ok? In to je tukaj nekako pokazano, recimo. Zdaj, tukaj je nek človek, ne, zdaj spodaj imate nekako dominantno čevlje, ne, stoji človek, gor. Tukaj imate malo krivljeno, so pač dominantne nekatere bolj krivine zgoraj. Tukaj je pač nekako, ima noge, ne, tukaj pa mogoče se malo roke vidijo, ne. Skratka, zdaj je to to je nekako predstavitev tistega vektorja, ne, na ta način. Narejena, ne, zdaj vi za vsako trening sliko, ne, zdaj morate vaš algoritem naučiti, kaj človek je. Za vsako to sliko ljudi, ne, dobite tele 3780 dimenzionalne vektorje, ki so pač tukaj ponazorjeni, ne, s temi slikcami. Pa potem še neke stvari, ki niso ljudje, ne. Ok? To pa niso ljudje, ne. In dobite pač isto neke histograme za neljudi. Spaj ljudi in neljudi. Zdaj, kaj pa potem naredite? Potem morate pa naučiti nek klasifikator, ki vam bo te vektorje razdelil med ljudi in neljudi. Zdaj, če imate srečo, ne, zdaj to je zdaj v 2 dimenzijah, ne, vi si morate to predstavljati v 3780 dimenzijah. Zdaj, če je tale vaš deskriptor dober, ne, vam bo ljudi in neljudi lepo ločil, tako da ga boste, recimo, ne, z neko ravnino lahko ločili med sabo, ne. Pravi, če imate pluse, pa minuse tukaj lahko neko ravnino, premico v tem primeru, povletete in razdelite tele pluse in minuse. Ok? Vode, je pač to, se vam pač zgodi, če ta je deskriptor, ne, dober, ne. Če imate veliko plusov in minuse zmešane, ne, potem ne znate tega z ravnino ločiti. Morda znate s kakšno drugo funkcijo ločiti, ne. Zdaj, tem algoritmom oziroma programom, ne, ki vam ločijo, ki vam lahko to klasificirajo, ne, te vektore ločijo na neke dva dela, ne, pozitivne pa negativne, ne, se uporabite SVM, Support Vector Machine, kjer bodi si tole ločite z premicami ali pa s kakšnimi drugimi funkcijami, polinomi, ne. Recimo, če imate tukaj minuse, ne vem kaj. Potem mogoče ne morate z ravnino ločiti, ampak lahko z nekim polinomom ločite, čemrkoli, ne. Ampak ravnina je v redu, ne, zakaj? Zato, ker se da to pač hitro izračunati, ne. Še zdaj pogledali. No, zdaj to je pač naredite, kako se zdaj tukaj detektira pešce, ne, na tele sliki. Ja, zdaj tole, na tele celi sliki vi izračunate, v bistvu greste z nekim oknom, ne. Zdaj, tukaj imate
računate pač tiste, kot smo prej povedali, ne, po celi sliki, ne, in začnete tukaj, na temle koncu slike začunate tole, ne, in potem se premaknete za, ne vem, za eno cel, za par pikslov in zaračunate to. In zaračunate spet tale vektor in spet tale vektor in spet tale vektor in koliko se lahko, temu se reče sliding window metoda, ne vem, koliko se to po slovensko, ampak veste, tako pač v naslednji vrstici, ne, naslednji vrstici. In za vsak tale okno, ne, zaračunate, na katero stran tele ravnine pade, ne. Ali ti pade minus, ne, ali pač v plus. In če pade pač v plus, ne, recimo na pozitivno stran ravnine rečete, aha, tam je človek, če pa ne, pač ni, ne. Rečete, da ni. No in kakšen rezultat tipično, ne? Tipično je tole, ne. Tole so ljudje, ne, tole so ljudje, tole so ljudje, tole so ljudje, ste malo tako, no. Evo, zdaj to so pač tiste okna, po katerih so tele vrednosti nad nekim pragom, ne. Se pravi, so padle v ta pravo ravnino, potem pač še malo počistite tole, ne, od tistih, ki so previkarujoči okna, tisto z največjo vrednostjo, recimo, ki najbolj zaupate in dobite pač, to so tole detekcije pešcev. Mogoče sem pozabil še, ne, da to sliko mogoče skalirate, ne, da to ne iščete samo na eni velikosti slike, ampak jo povečate, ne, da lahko potem detektirate tudi manjše ljudi. Zdaj tole pač tako ga dela. Tukaj dobite prave, nekatere zgrešite, ne, da je tole drevo, je pa pač tudi pešec nekega pač narobe zdetektira ta vaš računalniški program. Tako da tole je nekako način, na katere se v računalniškem vidu, ne, detektira neke objekte. Skratka, na začetku imate neke filtre, ne, s katerimi poiščete robove. Na nek način sestavite nek vektor, ne, s pomočjo odvodov oziroma tehle robov, ne, karkoli ste pač detektirali, vržete v tale vektor in upate, ne, da tale deskriptor, ne, vam dobro dela za tisto vašo kategorijo oziroma za čim več kategorij. Zakaj to dela, pač ne veste, ne. To je umetnost pač narediti, ne. Zaradi tega je to, morate imeti srečo ali pa občutek, ne, morate velikokrat probati, da bo pač za tisto stvar dobro dela, ki jo vi hočete detektirati. Nekako je čisto pol črna magija, ne, ampak princip je pač tukaj pokazan, ne. Ni nujno, da robove iščete, neke krogce lahko iščete, ne, pa ne vem kaj. Pa če še ne vam to dobro dela, še neke barve noter date v te, pa imate še večdimenzionalni vektor, ne, pa potem lahko še več, lahko mogoče lepše ločite tiste pozitivne pa negativne primere. Tako da ljudje se pač s tem igrajo, ne. Ok, zdaj pa tale stvar mora biti čim hitrejša, ne. Zdaj, če hočete, da to dela zelo hitro, ne, morate znati tiste filtre zelo hitro zračunati, ne. Pač morate tale vektor znati hitro zračunati, pa to recimo, da te operacije, ki smo jih tukaj videli, niso zelo zahtevne, ne. Pa potem morate ugotoviti, ali pade na to pravo stran ravnine, ampak pogledati, če je nek vektor na eni strani ravnine ali pa na drugi strani, ni zelo težko zračunati, ne. Samo skalarni produkt zračunate, ne, pogledate, ne. Zaradi tega so te premice zelo v redu, ne. Če hočete, da pač to dela v realnem času, ne, da to namontirate v avto, ki se vozite, ne. Tako da, ampak tipično to dela hitro, ne, sploh se da paralizirati vse skupaj, pa potem niti ni tak problem. Bolj je zanesljivost problem, kakor hitrost, ne. Verjetno. No, ok, zdaj tole je bilo tole, zdaj imam pa še časa, ne, nekaj znak, ki smo ga pač
s temi sodelavci na Friju uspeli algoritem za razpoznavanje, ki pač malo drugače deluje kot tole. Zdaj tale deluje na principu oblik, ne, da pa še naučimo neke oblike in sicer hierarhično, da se zgradimo, da se naučimo tele oblike. Ne. Začnemo z nekimi oblikami, ki so zelo primitivne, ki so, tukaj se mogoče ne vidi, ne, ki so pač neke orientacije, ne, z robovi pod 90 stopinj, ki bo to recimo 60, 30, nič ne, oziroma mogoče še 15 pa 45 vmes, ne. Skratka s 6 temi orientacijami in potem smo pač zgradimo neko hierarhijo teh oblik, ki se pojavljajo v tehle slikah, ne. Se pravi, iz tehle robov, ne, ki so pač potem lahko zgradimo malo večje objekte, ki so v slikah, pa potem še malo večje objekte, pa še malo večje objekte, dokler ne pridemo do celega objekta, ne. Tako da to je bila naša ideja, ne. In vsako to se pač na tehle nivojih se tele oblike lahko pač učimo iz prejšnjega nivoja, ne. Vsak nivo zgradimo iz oblik prejšnjega nivoja, ne. Tako da na nek statističen način, ne. In potem to nekako tudi matematično oziroma z nekimi algoritmi zberemo tiste, ki so optimalni za to našo. Tako da zdaj, če se učimo pač na tehle objektih, ne, dobimo pač na višjih nivojih neke večje kose tehle objektov, ne. Se pravi, neke vratovi labodov, ne, pa pač tukaj so neki ročaji, šalc, ne, pa potem so tukaj neka kolesa bila približno, ne, pa tukaj tudi neke oblike, ne. In no, pač s temi nivoji smo začeli, ne, tretji nivo. Potem z višjimi nivoji so pač že kosi tehle objektov, ki smo jih pa poskušali detektirati. Zdaj, to je bilo pač takole, ne. Zdaj smo nekako uspeli na tistih nekih zbirkah tehle slik dobiti dokaj dobre rezultate, ne. Takole pač smo detektirali, pač to je uporabljalo za detekcijo slik, ne. Zdaj, za razliko od, ko upozorim, ne, da s tole metodo dobite prav segmentacijo, to se pravi, ven dobite obliko, ne samo ali je na nekem pravokotniku. Tukaj, če ste pogledali, ne, smo pač tukaj dobili pravokotnik, ne, je bil rezultat, kjer rečemo, da noter človek je z neko verjetnostjo, z neko zanesljivostjo, ne. Tukaj s tem našim algoritmom pač dobimo cel obris tistega objekta, ne samo bounding box, ne, okvir okoli. Skratka, to so te naše detekcije, ne, zdaj, kako se pač to je nam uspelo, ne, to deluje, bo delovalo, ne. Skoraj ja, ne. Tukaj bo nek detektor šalc, ne, zdaj tukaj spodaj je video, ne, tukaj je pač tisto, če se detektira, to je našo šalco, ne. Zdaj, če ni šalca, ne zdetektira, ne, če jo pač postavimo gor, pač zdetektira tisto šalco, ne. Okej, na nek takšen hierarhičen način, ne, kjer zlaga tele oblike skupaj in na koncu pač pogleda, če pride do šalce, reče, da šalca je, oziroma skodelica, če ne, pa pač tudi ne. Ne, pa pač ni, ne. Zdaj, to ni bilo realno, ta algoritem je bolj počasen, kot je to, ta video, da se je to sprocesiralo, je malo dlje časa trajalo, ne. No, pa še ena, ne. A to ni še šalca bila, ne, če ste narisali, ne, če ste dali nekje, pač to recimo bila skodelica, ne. Pač to recimo, da je skodelica, ne. Da ni, ne. Okej. Pač tudi zmoti se tale stvar, ne, sam, pač, ni 100% zanesljivo bilo, ne, tako da na nekih takih zelo čistih slikah je pač delovalo, ne, če je pač veliko šuma, ne, pač tudi ni, ne.
Aha, pa še nekega konja, ne, to je pač slika nekega konja tam pri nas, ne, pač detektor konja, ne, ki se giblje nekje, ne. Tako da je tudi to nekako delala. Aha, pa tudi eni kolegi so pač zaradi to nekako skoraj da komercialno uporabljene, ker so rabili za detektirati olive, ne. Se pravi za segmentacijo, za rob olive najti, ne. Pa so tudi tole našo stvar uporabili. Tako da je tudi našlo to nekaj. Aha, pa pač tole lahko uporabimo tudi, da nam tole še dela, ne. Tele naše, te naše oblike, ne, lahko tudi uporabimo za detektor. Lahko tukaj neki upload tam, recimo. Share, ne. Tukaj sem zbral nekaj. Categorize single object in potem nekaj časa melje, ne, in ugotovi, da to je to, ne. Okay. Lahko probate tudi kaj narisati, ne. Pa uploadate sliko z interneta, ne, kaj zna tale stvar. Nek stop znak, ne, pa mislim, da morate malo, kaj je zdaj tole? Ne ve, ne, dajmo ga, morate ga malo obris popraviti. Ne dela več. Dajmo obrisati tako. Pa dajmo zdaj probati. Okay. Mislim, da bi mogel detektirati, če ga malo bolj obrišete, ne, tako, malo bolj ga ne gre ta iskati tako s tistim sliding window, ampak samo celo sliko vzame, ne, tako da. Smo pač tudi s temi našo metodo pač uspemo nekako tako dobiti pač neke deskriptorje, ne, zdaj, kako ta stvar, ki ste zdaj gledali, deluje, ne, ne vzamete pač v tele kvadratke, ne računate gradientov oziroma robov, ampak pogledate recimo tele oblike, poiščete na sliki in pogledate, koliko teh oblik je bilo tukaj noter. Izmed tehle, ne vem, koliko je tukaj 30, ne, in za vsak tale prostorček imate 30 možnosti, ne, in preštejete, koliko je tukaj tehle ravnih črt, koliko je teh črt, in dobite tukaj 30 krat 15 krat 7, recimo, velik vektor, ne, in deluje boljš kot tole, ne, kar sem vam prej pokazal, ne, ker pač ima malo več, verjetno, oblik lahko zdetektira, ne. Malo bolj se lahko nauči, ne, tisti klasifikator. Zdaj, trenutno najboljše metode, ne, za to detekcijo objektov v slikah so pač neki convolutional neural networks, pač nekako hierarhično zgrajene nevronske mreže, ne. Zdaj, to je zadnja stvar, ne, ki jo Nvidia propagira, ne, tako da. Zna pač tudi avto zdaj nekako prometne znake poiskati, ne. To menda zelo dobro deluje, ne, to ni tako zelo za lase privlečeno, ne, oziroma ni po mojem
še kje naprej. Ja, pač tukaj. Lahko zdetektira objekte, ne, ki se peljejo tam noter. Pa pove, ali je motor ali ni. Ne. Oziroma je kombi ali osebni avto. Ne. Tako da to je nekako state of the art, ne, kar zdaj lahko dobite, ne, z temle metodami, ne, računalniškega vida, ne, glede detekcije tehle objektov. Tako da, to je to. Ups. Konec. Čas za vprašanja. Predloge za nove volitve mogoče. Mislim, najprej nekaj vprašal. Ja. Na začetku smo slišali, da je mogoče to tako zahtevno, ne, računalniški vid oziroma spoznavanje objektov primerjava bila podana z strukturo človeških možganov, da je polovica skoraj namenjena temu delu. Pa omenjen je bil tudi primer psov, ne, težko je razpoznavati vse to različnih vrst. Se mogoče ve, kako ljudje to prepoznamo, kako prepoznamo psa? Ne vem točno, ne, moja tudi neka... To že otroci zelo hitro prepoznajo, ne? Poznajo, ja. Brez težav, pa niso posebej naučeni. Ja, no, se učijo, oni se učijo, ne vem, cel dan imajo časa in se učijo, ne, tako da, ja, verjetno, da tudi nekako funkcionalno pač razpoznavaš, ne, kaj, da ima neki nos, ne, pa mojem, da ga je tudi bolj za... Jaz se nisem... Ja, pa... Če ne vidiš nikoli slona v življenju in ne slišiš besedo slon, verjetno to ne povežeš skupaj. Ampak nekako možgani vsaj na tistih prvih nivojih delajo tako, kot je tista naša metoda, ne, mislim, da znajo, da nekako tiste oblike se tako kombinirajo, kot smo jih mi s temi. Ne računajo odvodov, ampak... Ne računajo odvodov, ja, ampak nekako se procesirajo te slike tako, da se nekako tudi neke oblike na nekih prvih nivojih od očesnega živca nekako dobite neke takšne oblike, ne, ampak ne vem čisto dobro, kako pač to deluje v možganih, ne. Vprašanje, ja. Kaj pa tiste oblike od prvega do tretjega nivoja? Zadnji česa ste pač jih narisali? Ne, nismo jih narisali, naučilo se je, ne, iz testnih slik, ne. A na tistih slikah so se tiste najbolj statistično pač pojavljale, ne. In sama detekcija posamezne oblike znotraj celice je preprosta, ker ste šteli koliko posameznih? Ja, pač do tretjega, pač, ja, tako se gre, najprej se robove poišče, ne, po tistih šest koščkov, ne, pa se je pa, če se jih da skombinirati. Recimo, ne, najprej se, ne vem, za katerega, ne. Zdaj, če tukaj detektirate tole, ne, pa tole, ne, potem lahko na naslednjem nivoju to povežete v nekega takšno obliko, ki tle obstaja, ne, tole, ne. Pa rečete, da je pač tale objekt, ki je številka 30, ne. V redu. Na kolikih fotografijah je statistika narejena, da bo slikal? Pa se... Ma velikih je bilo, na nekih tisoče, ne. Pa se izkaže, da pač to nekako skonvergira v tem tretjem nivoju, da ne dobivate več ne vem kakšnih groznih, tudi če jih več vzamete. To so pač neke osnovne stvari, ki so gradniki vseh teh stvari, so neki krogci, neki koti so. Samo prednost tega našega je bilo, da je pač to bilo naučeno, pa da je bilo pač mogoče to bolj prilagojeno res tem slikam, ne. To je že zelo dolg časa znano, ne, pa so pač to na roke predpostavljali, kaj mora priti, ne.
Zdaj, tukaj smo se mogoče naučili, ne. Tudi ti convolutional neural networks se pač učijo, ne, iz nekih slik, ne, zato se pač tele stvari bolj prilagodijo tistim res učnim slikam, ne pa da to nekaj na pamet delate, ne. Najboljše stvari delajo, če se računalnik nauči, ne, tisto stvar. Iz čim manj človeškega interakcije, ne, ker človeška interakcija pač lahko, ne vem, delate po občutku, ne, pa ni več tisto, kar bi preveč prisilite, ne. Algoritem, če recimo želi detektirati konja ali pa skodelco, Ja. mu je treba to povedati vnaprej, torej se določi parameter, kaj želi detektirati ali pa sam? Ne, sam pač ne. Vse tudi tole, ne, za te ljudi, ne, lahko naučite ljudi, ne, pa ne vem kaj, skodelce, ne, pač imate klasifikator za skodelco ali pa ne skodelco, pa za človeka, pa ne človeka in pogledate, kateri je boljši, ne, pa pač tistega vzamete, ne. Končna Pač ne, ja, končna množica, ne, tako delajo, pač to, ja. Tisto naše je pač tudi, ne, če preživi, ne, če se tiste oblike sestavijo v skodelco, ne, pač je slan skodelca, če je pa konj, je pač konj, ne, samo, če ni potem zelo dobro dela, če bo veliko teh kategorij, ne, če so bil 10, ne, je še v redu dela, ne, če je pač to hotel, pa tudi ni več zanesljivo delal, ne, kaj začne kak mešati, tako da. Treba pač tudi ponavadi se tudi kombinacija teh stvari. Najprej tisto našo uporabite, ne, da pridete do konca, ne, a potem z nekim tašim preverite, ne, da ne rabite sliding window delati, ne, na vsakem kosu, ne, to delate tam, kjer dobite neke, mogoče že nek predlog, ki bi lahko objekt bil, ne, če ni. Veliko teh metod se pač kombinira, ene metode plus druge metode, ne, tako da pač bolj dela. To. Kakšno vprašanje? Ne, no, potem bi se še enkrat zahvalili predavatelju. Hvala. Sabin, hvala lepa. Hvala, vam. Zdaj, za konec pa vas še povabim, da ostanete na Pregrizko Piškotih, Sokovih in seveda, da se vidimo spet v marcu. 18. marca imamo naslednje predavanje izletov. Takrat bo dr. Marko Orel povedal nekaj aplikacij matematike v zdravstvu, razložil nam kako deluje CT naprava oziroma kaj je matematično ozadje tega. Lepo vabljeni. Hvala.